Samo dve možnosti vam dam. Lahko ste ali pa niste. Kaj to? Recimo temu pravi navdušenci. Če ste, boste kupili Fiesto ST, če pa niste, pa navadno. Za tako vmesno varianto za Fiesto Red Edition niti ne vidim potrebe, kar pa ne pomeni, da je slaba. V bistvu je zelo dobra. Red Edition zunaj izgleda skoraj kot ST-ka in to namenoma, ker je res vmesni člen med hudo in navadno in zato ima tudi močnejši motor. 103 kW oziroma 140 konjev, kar je v tako majhnem avtu kar precej. Zato je seveda hitra, predvsem pa se zelo zabavno pelje. Zakaj potem ne vidim potrebe za njo? Evo, zato. Vzemite običajno Fiesto z 92 kW in se bo peljala identično. Bo cenejša, imela bo enak litrski trivaljnik in le 5 prestav. Tudi sedeži ne bodo ponujali manj oprijema. Ali pa vzemite pravo stvar, Fiesto ST, in boste dobili še bistveno več. Za začetek 6 prestav in posledično občutno več prožnosti, tale vseeno ni tako poskočna, ker so prestavna razmerja predolga. Dobili boste tudi 1,6 litrski motor, ki prede bolj zanimivo in dobili boste boljše sedeže. A ja, in ST-ka se tudi pelje še bolj zabavno. Seveda boste zato plačali okrog 5000 več, kar ni zanemarljivo, ampak boste dobili občutno več. Ampak, če ST-ke ne bi bilo, bi brez kakršnega koli razmišljanja vsakomur priporočil tole. S popustom za dobrih 15 000 € je tole trenutno eden najbolje voznih malih avtomobilčkov. Kakšno punco boste pa tudi lahko nategnili, pretentali, da gre za Fiesto ST.